Adnan, eno težko srečanje danes tukaj. No, vsezadnje ste se dobro borili z Gorico, predvsem v drugem polčasu vam je šlo dobro, mogoče celo bolje kot v prvem. Zanima me en komentar tega srečanja. Komentar je ta, da se mi nismo strašili favorizirani Goričanov. Mislim, da smo bili boljši nasprotnik čez celo srečanje, razen tiste dekoncentracije pri prvem zadetku, ki se spet pokazala individualna kvaliteta Massima Kode. Igralec srečanja definitivno gostujoči vratar, ki je odbranil 3 čudežne žoge in to dovolj pove, kdo je danes bil boljši nasprotnik. Ampak to je nogomet. Zmaga Gorice je zaslužena, ker oni so dosegli zadetek za razliko od nas. Jaz pa mojim igralcem nimam kaj očitati. Pustili so se igrišču pokazali odlično predstavo, tako da mislim, da so tudi navijači kljub porazu bili zadovoljni. Tako da mislim tudi, da je dobra popotnica za spomladanski del. Sigurno, da bo moštvo doživelo določene rekonstrukcijo, posebej na poziciji napadalca. Rabimo enega, ki zna materializirati vse te priložnosti, ker na vsaki tekmi smo imeli po 4-5. To je prva tekma v nizu 4, ki nismo dosegli zadetek, a verjetno smo igrali najboljše srečanje v teh 4 tekmah. Predvsem, če gledamo generalno ta del sezone, bo treba popraviti igre doma. Krka nekako na predzadnjem mestu po osvojenih točkah na domačem igrišču. Pa dobro, to je bilo za pričakovati. Vemo, da se Krka ni mogla dobro niti pripraviti na sezono, glede na to, da se ni vedelo do konca junija, bo Krka prvoligaš ali ne. Potem se je moštvo sestavljalo tudi v času samog prvenstva, tako da je predhodnim trenerom pred mano bilo to težko i pripravljati ekipu. Mi vemo da moštvo rabi biti par mesecev skupaj, da bi se igralo i pripravilo. Nabor igralcev je bil v veliki večini je bil dobar. Mi smo danes bili spet škodovani z razloga tega, da smo igrali brez Krcića, brez Thierryja, ki je zelo pomemben člen naše ekipe, Adnana Bešča, ki je zadnje 2 tekme odigral odlično. Uspeli smo v zadnje te 4 tekme vključiti doma vzgojene igralce, ki so do današnje tekme na vsakem srečanju dosegli zadetek. To so mladi igralci, s katerimi morate imeti potrpljenje. Prepričan sem, da Krka spomladi, kot je danes pokazala, spomladi pa še bo pokazala, da noben več ne bo hodil v novo mesto, tako da bi šel na izlet. Zmanjšali smo tisto število zadetkov, ki smo ga bili priča v prvih 16 krog. Iz 33 smo dobili samo 5, če se ne motim, v 4 tekmah in to 2 proti Triglavu. Perspektiva je dobra. Igralci so pokazali, da znajo igrati nogomet in ko se stvari posložijo, dobre zimske priprave, ponavljam, še kakšna okrepitev, izkušena, vrhunska okrepitev, ne bomo pelali nič takšnega v klub, da to ni dejanska okrepitev. In sem prepričan, da Krka na koncu ne bo niti v kvalifikacijah ali v borbi za obstanek, ker imamo še 16 srečanj, 48 točk v igri in mi bomo šli vsako tekmo na zmago, ker bomo precej boljši, kot smo bili v tem delu sezone. Saša, zaključek sezone, poraz, najprej ena ocena tega srečanja, prosim. Jaz mislim, da je bila odlična tekma. Tudi za gledalce, kakor za nas. Fantje so se borili kot levi, vsi skupaj. Mislim, da smo zaslužili 3 točke. Na koncu to je fuzbal, malo je igrišče potrebovalo k temu, ker je malo slabše. Kaj ćemo reći, škoda, ker je zadnja tekma, ker smo zdaj ulovili ta ritem, pa začeli tudi malo igrati. Kaj ćemo, ena dobra popotnica za drugi del. Vsi velese vam je danes nekako povzročal vratar Kordas. Zato so tudi golmani, da se tam pa da branijo. Kaj ne reči, svaka čast. Golman odličen, Kokar naš tudi. Kokar sem rekel, zato so tudi golmani, da se branijo. Ena generalna ocena mogoče tega dela sezone, prišli ste malce kasneje, ne od začetka, ampak vseeno. To je, malo smo se pobirali, tako, to je tudi botrovalo k temu, da ni bilo boljših rezultatov. Zdaj na koncu smo se nekako zbrali pa sestavili nekaj in kaj ćemo konc prvenstva, prvega dela. Žal, ampak tako je, nič, glave gor, dobro se spočiti pa drugi del narediti pravi risultat. Sappiamo della forza del Krka, una buona squadra che vedendo il video, le partite che hanno fatto in precedenza avevano anche creato diversi problemi a tante squadre.
Sapevamo che Mi smo si tekmece ogledali na kar nekaj tekmah in na kasetah in vedeli smo, da nas čaka izjemno težka tekma in tudi igrišče je bilo izjemno težko. Morda nismo igrali tako dobro kot na nekaterih prejšnjih tekmah, ampak borbenost je bila na visokem nivoju in treba bo igrati nekoliko bolje. Ampak pomembno je to, da smo zmagali in osvojili nove 3 točke in to je tisto, kar je najbolj pomembno in tega smo izjemno veseli. Dentro l'area per cercare di riagguantare il risultato. È chiaro, ripeto, che dobbiamo giocare meglio sicuramente, però partite così, visto che anche il campo oggi non era dei migliori per poter giocare palla a terra, ci sono anche partite che si devono giocare in questa maniera qui. Ma è un campionato molto avvincente perché ci si trova diverse squadre in punti davanti. Prvenstvo je izjemno izenačeno, saj je precej ekip izenačenih. V vrhu smo mi, Maribor, Koper, Rudar in Zavrč in jasno je, da je v tej ligi kar nekaj izjemno kvalitetnih ekip in tudi igralcev. Verjamem, da nas čaka še izjemno zanimivo in dolgo prvenstvo. Dove sicuramente sta esprimendo giocatori, si vedono anche giocatori di qualità. Alen, eno težko srečanje danes tukaj v Novem mestu, vseeno zmaga, 1-0, 3 točke so vaše. Ja, pred tekmo smo vedeli, da bo težko gostovanje, Krka ima dobro ekipo, tehnično podkovano, ampak domov gremo s 3 točkami, igra ni bila ravno gledljiva za oko, ampak kar je najvažneje, v nogometu štejejo točke. Predvsem v drugem polčasu nekako se je zdelo, da je igra Gorice nekoliko padla. Ja, ekipa Krke je veliko igrala na to preskok igro. Večina smo se posvečali branjenju gola in to ne je tudi uspelo. Ena generalna ocena tega dela tekmovanja? Za mene v redu. Mogoče smo naredili 3 kikse po naših napakah, ampak kompletno gledano je za mene pozitivna ocena.